je pa tako človek razmišlja, se nimaš odgovorov, ne. To smer, kaj gospod, da je to dopustil, da je to dal že nekaj dobro za nas, a ne. Da se ne zgodi, da ne bilo nekaj dobro za nas. V nekem smislu, no. Tudi greh je zelo preizkušnje. Pa se mi zdi tudi ta vera, da pojem nekaj pravi, da se ne poznam natančno tako, ne, ampak da tudi iz greha rdečega kot škrljata, ne. Ja. Se naredi. Mislim, da tlele zaupanje v Božjo pravilnost ni za zgubiti, ne. Ne pa še zmeri, recimo, ne, da bi nekaj šel naredil. Mislim, da smo se pogovarjali z najnim včerkam doma, ne, pa je stara 30 let ima pravico do abortusa, ne, pa je pa stara 35 let ima pa pravico do umetne oploditve in vse to mi plačujemo, ne. In tudi to, da iz mojega denarja je tukaj otrok pobiti, pa iz vašega, pa ne moramo, mislim, ali greš tiska, ali pa greš v drugo državo, ker tazga zakona ni. Je prav prišel na misel, da bi, ne vem, če je 6-7 tisoč abortusov na let, da preprost nas gre mimo parlamenta 7 tisoč v belih oblekcah, karkoli, samo sprevod 7 tisoč ljudi, samo vem, koga predstavljate, pobite otroke. Tiho, mirno, če bi se nas toliko nabrali. Take stvari, recimo pa mena, ne, ker čustvate pa le jezo, neki jeza ali pa razočaranje ali pa nemoč, mislim, da, ne vem, vsaj nekaj za narediti, za Božjo voljo, ker v naši državi zdaj imajo pa že čisto vsi pravice, samo otrokne, pa naj Merendorferjeva, kako je že una vlasta bili obroč, kar če govori revčki, a ne, ker dejansko res, pa bojo pa oni prišli k soskozicam, ki so imajo tudi posebne potrebe, pa jo bojo tudi hoteli imeti svoj zakon, pa pedofili, pa bodo pa unik sta mrtvem, ja, Marija sveta, bo pa je treba, bojo mogli razpolagati, preden jih bodo upepelili, da bodo, zato da bodo imeli pravico, ali kaj, a ne, mislim, to gre preprosto lahko tako naprej, ne? To gre tako naprej, se pač so, a ne, in se mi zdi, meni je tale sprevod teh dušic simbolnih min parlamenta, če bi se nas nabrali, da se zve, tokle abortusov je na leto, ne, tokle se nas nabere, samo tihi sprevod, samo gremo mem, v belem, tiho, kaj predstavljate, pomorjene. Ker tudi ne morejo biti posvojeni slovenski otroci, ker jih ni, ker so v straniščih, splaknjeni v kanalizacijo, jih ni. To je resnica. No, zdaj me pa tukaj nehala, ker boste videli, kako je, če se pomeni. Sami še zanimi to, da tukaj naredila, ker se mi pa prav ljubim zdim. A bi kdo šel? Bi kdo šel v sprevod? Bi šli, če damo meni krog? Bi šli? Nemo, tiho. Da tudi so, ne, da se jih vsaj vidi, koliko jih je na let. Ja, se mi zdi, da tudi... Lahko samo nekaj vprašam. Nekaj me je prišinjal, pa to ni zdaj na to debato zadnjo, ampak o čustvih. Že enkrat sem pomislila, to znam žela, da se bolj malo jezim, pa več kregam. Pa mogoče se to zelo nelogično sliši, ampak spomnim se pa, da je zato, da se lahko kregaš potrebno varno okolje. Mogoče bi tukaj tudi ravno to pomeritev čustev, eno tako varno okolje, zagotoviti, kjer bi lahko potem z argumenti. Mislim, da tega malo manjka in mislim, da je to tista pot za čustva, ki je lahko konstruktivna v tej debati. Čisto kratko vprašanje, glede na to pač tako živimo v dobi teh množičnih medijev in pohanjenih informacij, tudi vemo, pač, da smo vplivani, kar cilj reklame je vzbuditi neko čustvo, ponavadi v potrošniku, to je potem ta sprožilec, da neko pride trgovino neki kup, recimo, neki se poveže s tem izdelkom, ali zato, ker je simpatična reklama, ker se tam smejejo otroci in so vsi srečni in tako naprej. Me zanima, kako je s tem, ali bi lahko rekli, z vašimi izkušnjami, da so čustva nalezljiva, množično nalezljiva in pa kako
tako se mi zdi, včasih smo tudi, mogoče ne rečem, včasih slepo vodeni v kakšnih stvarih, no, kako lahko mogoče smo bolj budni ali pa čuječi od vsem tem. Mogoče tako komentarje. Ja, ko se eden nekaj slabo nekom govori z jeze, pa se pa še jaz mačka zraven z njim, sva peli že skupaj prijeta in pa še večja, ne? Ponovadi se to ne pomeri, pa pripo, zdaj sva se pa spucala razen, če drugi samo posluša, sprijel. Če pa se oba spucala, bova pa to še bolj, smo se pogovarjali v enem škofu, pa bo vsak nekaj slabega povedal, bo potem se to še utrdilo, tisto čustvo, tako se navezamo, stvari se navezamo. Se pa potem to čustvo, hvala Bogu, malo izrabijo, hvala Bogu, se izrabijo kot mišice, ker če preveč uporabljamo, potem pa postajem lahkave, tako tudi čutenje, recimo čutenje nekdo, ki se zaljublja neskončnost, potem pa se ne more več zaljubiti. Oziroma je to, kar bi že razočaran, da niti več noče čutiti, oziroma da je se povedal čutenju neke take naklonjenosti, simpatije, tako da to več ne deluje, zaradi pogostih razočaranj, no, da je postalo to čutenje že oslabljeno ali pa neko mrtvo. Lahko se množi, lahko se pa tudi manjša. Sej, Don Juan je bil pa na koncu impotenten, se pravi, to, ki je menjaval, vse poznate, no, to sta figuro Don Giovanni, pa na koncu je bil impotenten, ni imel več te moči, ki se je koliko zrabil se je. Ja, Google je dober tak za prepovedne čustva. Veste, ko kupiš nov kompjuter, ko kupiš nov kompjuter, pa začneš malo iskati po internetu, po enem tednu tale Google že ve, kakšne so tvoje potrebe, pa navade in tako naprej, in ti to potem ponuja, Odvisno, če si za modo, iščeš malo modo, potem ti to reklame dela, če iščeš ženske, bo to pošiljalo, če ti zanima šport, bo tisto. Tako kot sovražnik, tudi tale skušnjavc, tudi ko pride, pa človeku vrže več teh skušnjav, pa nekjer ti primaš, tisto bo potem še naprej dejal. Malo se čistega in izkušen, tako kot stric Google, no, isto deluje. In v tem smislu je tako zelo narazljivo, zato kupite kompjuter, začnite iskati nekaj tistega, ker je res nekaj dobrega, potem vas bo prepoznal. Pravijo v Ameriki tudi, da tisti kompjuter tudi prepozna, kjere stranke si ti. Kjero stranka si, demokratska, republikanska, in potem ti to da, ker je to malo škodljivo tudi, zato ker potem so ljudje še naprej bolj prepričani v samo eno, druge sploh ne poslušajo. Tako so pametni tele kompjuterji. V Sloveniji nima tako težav, ker imamo tako stranko. Se tako menjajo v enem letu in že druga, tako da nimaš. Ampak redno, razljivost. Drugač pa jaz mislim, da pač vse te reklame ali karkoli, to pač v nas zbuja neke tiste latentne, tihe potrebe, ki so, ali pa ena hrepenenja, ki jih mislimo, da jih bomo s predmeti pa z materialnim potešila, pa jih nikoli ne. Seveda je nalezljivo, ampak najglobja hrepenenja vedno poteši samo Bog. Ni drugega. Nobena Coca-Cola pa en stan sreča. Če še bolj fletno gledati familijo, ki jo sam popije, pa je vsa srečna. V bistvu je pa res za take stvari, recimo me pa povežejo s tistim, kar je morda v meni, pa mi manjka. Sam bolj mislim, da bom s predmetom potešil, pot do potešitve je pa veliko daljša in veliko bolj kompleksna. Ali pa takoj, če ne sem to pred Boga, to lahko to je meni, tako ali drugače. Ja, najlepša hvala. Mislim, da smo prišli počasi do konca. Se res vsem skupaj zahvaljujem, da ste prišli ta večer. Še posebej našima gostoma, Patru Janezu Poljanško in gospe Meti Tavčar. Res iskrene hvala za to, da ste delili z nami vaše razmišljanje, tudi čutenja. V imenu založbe Družina znak hvaležnosti vam izročam skromno pozornost.
Pokloni, hvala. Zdaj pa mogoče, ja. Pa imam še en predlog, no, ponavadi na koncu se mi zdi dobro, da se oglasimo še malo na Božje note, pa da pred Boga izročimo vse tisto, kar nas premika, ne? Vse naše emocije in vse naše razmišljanja in tudi tisti torej predna in zadnja kolesa, tako da bi res vse premikali v Božjo slavo. Tako da predlagam, da zmolimo en Oče naš in potem prosimo za blagoslov. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno volji Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Oče blagoslovi. Gospod blagoslovi vas in tudi vse, o katerih smo se nocoj pogovarjali, ob katerih se prebujajo tudi naša čustva, tudi jeza, da bi vse spremljal Gospodov blagohotni pogled v njegova beseda. Gospod z vami, s svojim duhom. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru. Bog hvala. Brez jeza. Pa še to.